Hvala lepa. Hvala za povabilo in besedo. Še z vidika preprečevanja samomora, kot enega velikih tem, tako v psihiatriji kot splošno v družbi, in tem, kar kot pravice do pomoči pri samomoru stoji tudi s tem novim predlogom in debato, ki jo s tem odpiramo. Tako da izhodiščna tema je seveda dveh polov, na eni strani vsega prizadevanja za preprečevanje samomora, kar je ena velika tradicija in z mednarodnimi združenji, nacionalnimi smernicami, ki je kompleksna, večstopenjska in interdisciplinarna. Na drugi strani, na drugem polu pa zdaj pomoč pri prekinitvi življenja, pomoč nekomu, ki izrazi željo, da bi storil samomor. Kot boste videli, je seveda tema zelo kompleksna in ogromen vidikov se odpira. Pri tem bom zelo na kratko samo o tem, kako je samomorilnost seveda zelo širok pojem oziroma zajema zelo široka in doživljanja in vzgibe ljudi in po eni strani od misli načrtov, prebliskov o tem, da bi rad umrl, pa vse do polno izražene želje in pričakovanja, da bom umrl, in ene vrste vedenj, ki so v širokem kontekstu naboru tega, kar kot samouničevalno, samo poškodovalno lahko razumemo. In tudi v tem kompleksnem mislim, da je vedno pomembno imeti. Če vzamemo samo nekaj zelo v številkah, to v horizont je približno tretjina splošne populacije v zadnjem letu izražala določeno obliko samomorilnih misli, idej, načrtov, torej zelo visoka številka. In če tej dodamo drugo, da je pri veliki večini ljudi, ki so samomorilni, v ozadju duševna motnja, naredi to seveda sliko toliko kompleksnejšo. Ne bomo šli v te, katere so bolj izpostavljene pri tem, ampak seveda depresivnost je tista, ki je nekako kot ena končna postaja. Ampak še pred tem približno polovica ljudi v zadnjem času pred samomorom obišče svojega zdravnika in od tega jih približno petina to obravnava, svojega terapevta obišče. Še drugo dejstvo je, da ali pa tudi vse raziskave, tudi kompleksnejši sistemi, ki so poskušali na osnovi raziskav oblikovati se, katere ljudi, da bi prepoznali ljudi, ki bodo res storili samomor, noben od teh sistemov ni 100%. Vsi ugotovijo mnoge, torej na eni strani ljudi, ki ne bodo storili samomor, jih identificira in obratno spregleda nekatere, ki to naredijo. Torej nismo pri tem. Nikakor ne moramo biti gotovi. Tako da tudi pri izraženi želji po tem ne moramo biti gotovi. Ker tukaj stoji še eno zelo pomembno dejstvo, da se samomorilnost dogaja v nekem stanju, kljub temu, da je to proces, ki traja od nekih misli, idej do polno izražene želje, kot sem prej rekel, ampak tudi znotraj tega to nima neke stopnje, torej te stopnje niso nekakor nelinearne, temveč pridejo stanja v človeku, kjer se počuti tako vznemirjenega, tako ne vidi druge rešitve kot to in tako je nekako poln ene jeze, nezadovoljstva v sebi, da v tistem trenutku, v tistem stanju je samomorilno visoko ogrožen. V nekem drugem stanju, malo kasneje ali pred tem pa ne. In zato tudi raziskave, ki so se poskušali prebiti v to, kdo je res tisti, ki je najbolj ogrožen, kot sem omenil, depresivnost je ta predzadnja postaja, ampak zdaleč od tega, da je končna, ker ogromno depresivnih ljudi ne želi umreti in nikoli ne posežejo v tej smeri, ne oblikujejo načrta v to smer. Tako da mora biti še ta specifična brezizhodnost, obup,
in neka stopnja agresivnosti pri tem, ki pa, kot smo rekli, nastopa v določenih stanjih. In ta stanja je potrebno prepoznavati in ta stanja je tudi potrebno znati nagovoriti, nasloviti, čemer dodatno kvalitativne raziskave kažejo. Poleg tega se vse te stvari seveda dogajajo v nekih okoljih in družinah, kot okolje prenaša in sporočila in vzorce v zelo veliki meri, tako da nekakor ne moramo izključiti ali pa se osredotočiti samo na situacijo danega človeka v danem stanju, v danem trenutku, ampak moramo iti v kontekst družinski in odnosni tega človeka. Ko smo pri vprašanju zdaj, kakšna je naša naloga in dokot naša tudi vloga pri preprečevanju samomora, so pristopi tudi med suicidologi in sploh v družbi različni, so tisti, ki izhajajo iz stališča, da je potrebno preprečevati v vsakem primeru vedno in do konca, tisti, ki so na nasprotnem mnenju, kot da je treba pustiti človeku in pustiti njegovi volji in odločitvi, in verjetno večina, ki je nekje vmes, ki razume to v nekem kontekstu, ki razume, tako kot je bilo, kot ste moji predhodnici lepo orisali, s toliko situacij in posameznim, ki jih doživlja posameznik, tudi prilagojeno. Ampak recimo en tak primer, za katerega je moj pacient pred kratkim doživel, on je klical na klic v duševni stiski in potem je povedal o svojih pravzaprav dolgoletnih, pa zdaj za ALS-om toliko stopnjevanih samomorilnih težnjah, in ko je svetovalec to slišal, na drugi strani njegove je obvestil policijo, reševalce, in so mu potrkali in so ga odpeljali v bolnico. In to je recimo nekaj, za kar on je bil presenečen, ampak hkrati tudi je čutil kot eno pomoč in zdaj načrtuje v zdravljenje odvisnosti od alkohola, ki se je razvila ob tem, in tudi nekako ta težnja po smrti je bila v veliki meri tudi klic na pomoč, ki je bil tako razumljen in tako speljan. Če ne bi imeli te podlage, da to lahko naredimo, ki jo lahko takšne zakonske spremembe vnesejo, bo to lahko postavili pod drugačno situacijo. Zdaj, pa tudi z možnost, kako in do katere mere ukrepati, bo postavilo na drugo podlago. Kot sem omenil, preprečevanje samomora ima od primarnih do zelo že terciarnih preventivnih, je to ena sistematična in tudi stopni algoritmi so tako oblikovani in je usmerjena v to, da ohranjamo življenje in pa lajšamo trpljenje, ki vodi v ta samouničevalen vzgib. Gre pa vedno, tako kot je bilo skozi ta primer, tako kot srečamo v mnogih kliničnih primerih, je v veliki meri tudi klic na pomoč, apel, ne samo neka želja, klic potem pustite me umreti, pustite mi, da končam to, ampak je iskanje tudi v tem, kje je nekdo, ki lahko to mojo stisko razume ali pa je vsaj ob meni, ko ga doživljam. Tako da je nujna poglobitev v te kompleks mrežje, tako dejavnikov tveganja kot zaščitnih, razumevanja ambivalentnosti, vsakega obupa brez izhodnosti v tem obračanju v obe smeri, torej k končni rešitvi in k pomoči na drugi strani, in seveda, da spremljamo to skozi res dosledno raziskave, ki nam tako večje epidemiološke kot kvalitativne. Recimo en fant, ki je zdaj pri meni 2 leti v obravnavi, 1 leto in pol, bil tako hospitalno kot ambulantno, zdaj naprej, on mi poroča o tem, da je njegovo življenje omejeno na sobo, ker si ne upa ven, ker je negotov, tesnoben, razumem njegove težave v enem takem prodromalnem, tistem
predpsihotičnem oziroma da je v spektru psihotičnih motenj, je pa evidentno, ker ima zdaj ima depresivno in anksiozno simptomatiko. In mi je večkrat tudi izrazil to željo, da bi umrl, da se ne vidi, da ne bi reče 10 let preživel v sobi. Je zelo talentiran, bil prej tudi aktiven v tem in v umetniškem smislu in tako, ampak zdaj je tako, ga duševna motnja omejuje. Z njo povezana samopodoba, ker pravi, da nima nič, na kar bi stavil v odnosu z ljudmi in s tem tudi ta tesnova prevlada, da bi kamorkoli šel. Ampak vsakič, ko pa pride, pa reče vseeno, ne rad pridem, ker mi je lažje, ker se pogovoriva, grem lažje od tukaj. In zdi se mi, da imava tudi vsakič potem vsaj kakšen košček tega, da iščeva, kje bi on lahko ali se vključil v neko delo, če tudi prilagojeno, ali se mogoče vrnil k svojemu talentu, da bi kaj lahko ustvaril in tako. Skratka, tudi pri njemu, ko izgleda, pa gre za res mladega pacienta in zdaj, če bo to priložnost, da tako mladi izrazijo željo in kako bomo to vrednotili, mogoče ne čisto, skratka, tukaj so ena vrata, ki bodo gotovo premalo mogoče zaprta za ljudi, ki takole doživljajo in kjer vseeno razumemo, da gre na obdobje ali pa stanja, ne za nekaj dokončnega in brezizhodnega, če tudi tako doživlja in tako v besedi. In v besedi zelo dobro, ker je bister fant in diferenciran. Tako da so velike dileme ob kroničnih obolenjih, tako telesnih kot duševnih, posebno teh, ki jih mi, ki bolj še poznam in lahko ne vidijo izhoda, lahko tudi svojci ne vidijo izhoda, ali pa se jim zdi, da bo njihovo, da bodo bližnjemu trpljenje olajšali in se zato pridejo na to misel in se sprašujejo o tem, kakšna rešitev bi v tej smeri bila, torej v smeri samomora, ampak če so med njimi tudi mladi, tudi takšni, kjer gre za stanje, kjer lahko pomagamo in kjer se lahko obrnejo stvari, je to nekaj, za kar se moramo dolgo truditi in pustiti vrata zaprta za možnost izhoda, če tudi, kot rečeno, o tem razmišljajo, o tem veliko berejo, o tem se tudi povezujejo med sabo in iščejo po spletu in drugje tudi somišljenike in iščejo zgodbe ljudi. Zgodbam še pridemo. Ena vinjeta še enega pacienta, ki je bil res v 28-letnega takrat, ko sem ga srečal, Srbeviča ga je dlje časa poznala, s kronično granulomatozno boleznijo. On je zelo hudo telesno simptomatiko bil takrat, ko sem ga srečal, odklanjal je vsako pomoč, tudi samomorilne misli so bile pri njem obupa in brezizhodnosti. Ampak ko sva se srečevala, je on toliko enega zanimanja bilo za stvari, ki so o tem, kakšen je smisel življenja, kako je življenje po smrti, oziral se je po drugih tradicijah in kulturah, kako so odgovarjali na ta vprašanja, tako da so postali pogovori iz tiste začetnega odpora in odklanjanja vsega, so se odprla vrata za dialog in mislim, da je bil vesel prihajanja potem mojega in pripravljal se je, bral vmes, nekako njegovo življenje se je zelo s težko boleznijo prepleteno, ampak vendar so bili neki žarki, ki so bili drugačni od drugod in je tudi nekako te misli okrog smrti in tako so se vsaj v najinih pogovorih umaknile. Tako da želja po prekinitvi seveda izhaja iz mnogo aspektov prekinitev bolečin in trpljenja, ampak zagotovo tudi strah pred izgubo avtonomnosti pa identitete skozi to, tudi zelo pomembno iz strahu, da obremenjujem druge, ker čutim krivdo in stisko zato, ker druge obremenjujem in ta pritisk se bo lahko z možnostjo povečal, se bo zagotovo povečal in ta
tudi ena nestrpnost ali pa stiska bližnjih, ki se lahko v tej želji po zaključku, po prekinitvi tega pridruži in zaplete to situacijo v negativen začaran krog. Še eno vinjeto enega zdaj 86-letnega pacienta, ki sem ga spremljal od njegovega 66. leta, po 3 letih zdravljenja, ko smo zaradi depresivnosti kronične oziroma takrat že kronične, ker so toliko let trajale nekako brez premika, obupoval je on, obupovali so njegovi svojci, žena in hčerki. Potem pa je za svoj sen, torej iskali smo razloge, zakaj ta depresivnost, iskali smo seveda zdravila, kako bi mu pomagali v tistih letih, od recimo 6, 7, ko ni bilo premika, je pogosto govoril tudi o tem, da bi rad umrl, da ne vidi, kakšno je to življenje in kakšen ima ta smisel. Pri 70 letih se je pa odločil, da bi imel zabavo, da bi rad govoril na tej zabavi. Vsi so se čudili, kako in odkot, in imel je govor na tej zabavi in od takrat naprej se je njegov življenje obrnil. Ne pripisujem si ne sam, ne moji kolegi zaslug posebnih, ampak zdaj pri 86 vsako leto mi pride vsaj enkrat obiskat, da mi pove, da je kar v redu, še vedno dela, skrbi zdaj tudi za bolj onemoglo ženo od njega, prej je bilo obratno in tako. Tako da razumete, kje je. Tako kot je profesor Zupanič Slajc napisala in rekla večkrat, rabimo o tem, kaj je smrt in trpljenje v življenju in kje so te točke, veliko več govoriti, da bodo lahko tudi pacienti uokvirili in se lahko o tem odprto pogovarjali, brali in spregovorili odprto tudi z nami, ampak moramo biti za to seveda usposobljeni, tudi, da znamo se o tem pogovarjati, da si znamo in upamo. In tako kot je Komisija za medicinsko etiko takrat še profesor Trontlem na čelu izrekla, da moramo usmeriti vse sile seveda v olajšanje bolečin in stisk s tem že omenjenem, da pa se lahko z evtanazijo, z temi možnostmi potem tudi poruši razmerje med zdravnikom in bolnikom in to, kar je bilo večkrat že omenjeno v predhodni debati tudi prej. Samo še nekaj zaključnih misli, povzetka. Torej, preprečevanje samomora je tradicija, ki ima svoje znanstveno zaledje in veliko prakse, veliko kilometrov pretečenega in ne smemo jo v dialogu o teh vprašanjih nikakor izpustiti. Kronične duševne motnje so tiste, ki bodo na udaru kateregakoli dopuščanja pomoči in to je tista zdrsna, velika zdrsna podlaga, kamor nas lahko, kjer se lahko znajdemo, torej, ko bodo to uveljavljali ljudje, ki, kot smo videli, lahko v določenem stanju in v določenem obdobju tako čutijo in doživljajo, vendar je to del tega stanja in moramo kot tako razumeti. Poleg tega se bodo pridružile občutja odvečnosti, krivde, ki so že v teh stanjih intrinzična in se bodo lahko tej možnosti pridružile. Zato nujno potrebujemo bolj sprejemajoč odnos do trpljenja, smrti in do res odprtega pogovora, tako od družine kot od institucij, kamor ljudje pridejo po pomoč, paliativno oskrbo na čelu. In pa ključno je pripovedovanje zgodb o tem, posameznih konkretnih ljudi, tudi v teh apelih za takšne oblike pomoči, kot se danes pogovarjamo, je veliko zgodb, posameznih zgodb, ampak nasproti tem so druge zgodbe tudi, ali pa je veliko zgodb z zelo različnimi odtenki in tem moramo, in če pridejo prave zgodbe pravih ljudi v dialog, bo lažje pa do kateregakoli zaključka ali pa oblike bomo prispeli. Hvala lepa.